A se spomniš, kje si bil pred enim letom na današnji dan? Redko kdo se. Kaj pa živali? Sloni recimo s svojimi 5-kilskimi možgani pomnijo ogromno. In to je dobro, zato ker jih to varuje pred nevarnostmi v divjini. Odličen spomin pa imajo tudi male živali, recimo čebele. Čebele se lahko marsikaj zapomnijo, barve, oblike, kje so doma, ko grejo na pašo, se zapomnijo na nek način, od kje so prišle in to potem v panji celo uporabijo in prenašajo na druge čebele. Spomin je kar dolgotrajen, spravi lahko kar nekaj dni. Težava je, da bi čebele preselili za 2-3 metre stran, potem bo še zmeraj letele tam, ko se bile doma. Ampak ko pa rojijo čebele, takrat pa to kar nekako pozabijo in ko poiščejo nov dom, vse letijo v nov dom. Mija, ti pa treniraš pse oziroma uporabljaš njihov spomin za to, da si zapomnijo stvari in jih delajo pred kamero. Res je. Kakšne imajo mačke spomin v primerjavi s psi? Zelo dober, mogoče včasih celo boljši. Pri mačkah je večkrat težava to, da jih navdušiš za to, da delajo. Pri mačkah je zelo očitno to, da imajo blazno dober prostorski spomin. Pri tej mali mucici, ki sem jo dobila par dni nazaj, pokazala se mi enkrat, kje je njeno stranišče, je šla noter in čez 5 minut, ko je prijel lulet, je z drugega konca stanovanja prišla in je šla v škatlo, v mačje stranišče in je šla tja po lulet. Recimo to mene fascinira. Tudi če jo zvabim dol iz misce, se ona sama od sebe skoči gor, ker si je zapomnila, da na tej misci se hranimo. In recimo smo se začeli učiti, da se usede. Takrat, ko da ritko na tla, kliknem. Ok, in jo potem sprostim. Se pravi, ok pa ji pomeni, da lahko ustane. Na mojo kretnjo skoči gor. Hop. Super, bravo. Super. Potem recimo še ena stvar, ki smo se začeli učiti, je, da se uspne. Sit. Wait. Mačke se lahko naučijo skoraj vsega kot psi. Lahko se naučijo se usesti, se uležiti, se ustaviti, iti na določen prostor, držati kaj v gobčku, ne vem, se, ko bi rekla, šmajhljati ob nogah, praskati.